Upam, da uživate v tem prednovoletnem času. Prižgale so se lučke, saj tukaj v Ljubljani, ampak meni je ful všeč, čeprav se veliko ljudi pritožuje, ampak jaz pravim, zakaj pa ne, že tako se skupaj, ful hiter, gre mim, ful malo časa traja, tako da jaz to podpiram in še ljudje se družijo, grejo na tistega kuhančka in pustijo svoje telefone. Ne ravno doma, ampak v žepu. Ampak danes bomo govorili v enih drugih stvari in to je uporaba botoksa oziroma kako do povečave svojih ustnic brez uporabe botoksa. In preden gremo na sam postopek, bom nekaj besed namenila še temu, potem pa vas čaka ena super nagradna igra. Tule imam pripravljene nagrade, ki vam jih pokažem čez 5-6 minut, še manj. Skupaj kar 9 produktov, ena bo dobila 5 produktov, druga 4 in najboljš pri tem je, ker nas še ni neki velik in ima čisto vsaka ful dobre možnosti, da zadene ali prvi ali drugi paketek. Zdaj pa tako, kot sem rekla, nekaj besed bom namenila uporabi botoksa. Sama sicer o tem ne vem veliko, vidim pa, kaj se dogaja, da ima skoraj ne ravno vsaka druga, ampak veliko punc povečana usta. Zdaj, sama sicer proti tem lepotnim popravkom nimam nič. Če si nesrečna, recimo si nezadovoljna s svojim nosom, tisto grbico, potem si rečem, zakaj pa ne. Če bo zaradi tega, ki je bolj srečna, če bo zaradi tega, ki je, ne vem, bolj uspešna, samozavestna, potem ne da nimam proti, ampak celo podpiram, ker je pomembno, da se v svoji koži dobro počutiš. Ne podpiram pa te uporabe botoksa pod tako imenovanim vplivom Instagrama. Zdaj, kaj hočem s tem povedati? Da si punce nekako na veliko povečujejo usta, popravljajo nos, prsi, samo zato, ker je zvečer, ko vse vemo, dobro znani scenarij, ležiš v posli in pregleduješ vse te slikce in nekakor postaneš nezadovoljen sam s sabo. Tega pa ne podpiram, zaradi tega, ker če ste bile pred uporabo Instagrama zadovoljne same s sabo in niste opazile praktično, da je karkoli z vašim telesom narobe, potem je to pravo počutje, potem se tega držite. Zaradi tega, ker če vam te lepotni posegi ne bodo prinesli nobenega dodatnega zadovoljstva, ampak samo lajke na Instagramu oziroma Facebooku, potem res nima smisla, potem smo šli res čist predaleč s tem in vam res odsvetujem uporabo kakršnihkoli popravkov. In še ena stvar je, včasih gre lahko botoks tudi narobe, oziroma po angleško when botox go wrong. Veliko člankov oziroma videoposnetkov sem si pogledala na to temo, sploh preden sem začela snemati in nekatere posledice so res grozne. Sploh v zadnjem času prihaja ful veliko tako imenovanih lepotnih kirurgov iz Srbije, nimajo licence, noben ne ve, kdo so, kaj so že prej kaj delali. In kaj se zgodi? Seveda vi plačate malce ceneje, verjetno se tudi za to punce odločajo, da se sploh spustijo v to, ampak vsako telo ni enako, nekatera lahko po uporabi tega botoksa oziroma teh kislin odreagira in najverjetneje se boste potem zatekle na urgenco, ker bo tisti lepotni kirurg že zdavnaj šel, zginil, kakorkoli. In zdravnik vas bo potem vprašal, katero številko botoksa ste si dali oziroma niti ne vem točno, kako to je. In vi ne boste znali povedati, ker ne boste imeli nobenega lista, ker ne boste imeli nobenega potrdila in takrat vam zdravnik dejansko ne bo mogel sploh pomagati, dati vam kakšne protibolečinske oziroma protialergijske zadeve in bo to vse skupaj res zelo hudo. Tako da ja, botoks gre lahko včasih narobe, kakor bi rekli po angleško, oziroma odreagirati, kakor si ne bi želeli in je končni izgled potem lahko še grši. Jaz sem včasih resnično prav žalostna, ko vidim punce, ki jih pogledaš in se nekako še daleč vidi, da imajo povečana usta, tako nekako vse to skupaj je nekako preveč naprej, ustnica se nekako pomakne preveč naprej, tudi prsi, nekatere so res grozno narejene, ne rečem, nekatere so res zelo lepo, ampak včasih je pa to narejen tudi zelo grdo, kakor da bi kirurg delal površno. In še enkrat, če ste bile, preden ste gledali vse te slikce zadovoljne same s sabo, potem si ne povečevati česarkoli. In še ena stvar, kakor že iz naslova vidite, sploh se mi to zdi, da se je začel
začeli s tem vplivom klana Kardashian, sploh Kylie Jenner. Njene ustnice so tako rekoč najbolj slavne ustnice na svetu in sploh ona se mi zdi, da je poskrbela, da se je vse to tako še razširilo. Ta družina Kardashian, Jenner je zagotovo ful zanimiva, tudi sama jih spremljam, so bogati, so lepi, so slavni, ampak jaz mislim, da vzor pa niso dober. Dosti govorenja, to sem mogla dati sebe, gremo zdaj na malo bolj prijetne stvari in to so ta postopek. Najprej pa bom pokazala, kakšne so tele nagrade, skupaj jih bo 9, kot že rečeno, 2 nagrajenki bosta in se deluje lahko res čisto vsaka. In zdaj bom predstavila kar produkte, kaj sem pripravila za vas. Prva stvar so tele senčke v vijolični, rjavi in svetlo roza barvi. Potem boš dobila še od Victoria's Secret vijoličen lip gloss s takimi ful lepimi bleščicami, pa ful lepo diši. Tretja stvar je tale puderček in sicer od znamke LA Colors, ja, to bo tudi dobila ena. Potem bom priložila še BB kremo, ki je malce manj prikrivna, ampak super recimo za poletje ali pa če sama osebno nisi neka ljubiteljica kozmetike, pa bi rada samo malce prekrila svoje nepravilnosti. In četrta stvar pa je tale čudovit klinik, oziroma čudovito klinik rdečilo, takele rožice so gor narisane in torej teh 5 produktov bo dobila prva nagrajenka. Druga nagrada oziroma druga zmagovalka pa bo dobila prav tako lip gloss od Victoria's Secret, samo da v drugi barvi, v taki oranžni in prav tako z bleščicami in res tudi ful noro diši, ker imam enega tudi sama. Druga stvar je puderček, liquid make-up od znamke Terra Naturi. Tretja stvar bojo potem ene trepalnice, če boš šla kam ven oziroma jih želela testirati, kakorkoli. Četrta stvar pa prav tako baby kremca. To je teh 9 produktov in kaj moraš narediti, da sodeluješ v nagradni igri. Recimo naročice moraš na kanal, spodaj imaš tako rdečo ikonco oziroma rdeč kvadratek, kjer piše naroči oziroma po angleško subscribe. Druga stvar, stisni like na mojo Facebook stran Evina Lepotilnica in potem še deli svoj video oziroma tale video, ki ga bom objavila tudi na svoji Facebook strani, deli javno, da bom lahko na dan razglasitve videla, če si ga res delila, tako da ne bo javno. Nagrajenki pa bom razglasila ne naslednjem, ampak še naslednjem videu, se pravi čez kakšen teden, največ 2. Tako, to je to in zakaj pravzaprav bom sploh to podarila, ker želim nekako širiti to zavest o naravni lepoti, da ste lepe takšne kot ste, da ne rabite popravkov in vas želim tako malo pocrkljati in da boste res še bolj zadovoljne same seboj. Tako, teh 9 torej produktov bom podelila, zdaj pa gremo še na bolj prijetno stvar in sicer torej kako do povečave ustnic brez botoksa, najboljš pri tem pa bo, ker ne bo nič bolel in ni strahu, kako bo to na koncu izgledati, ker vedno lahko popravimo. Pred nanosom rdečila je dobro, da so tvoje ustnice mehke in brez odvečne suhe kože, zato z majhnimi in nežnimi krožnimi gibi podrgni po ustnicah. Tako boš v bistvu odstranila odvečno suho kožo, ustnice pa bodo izgledale tako sveže in prekrvavljene. Drugi korak je, da ustnice obrobi s svinčnikom. Skrivnost je v bistvu v tej obrobi okoli ustnic. S črtalom obrobi nekoliko zunaj naravne linije, pri tem pa pazi, da linije ne bodo preveč ostre. Uporabljaj svetlo rdečilo, saj temne ponavadi ustnice optično še zmanjšajo. Začni na vrhu in nadaljuj v smeri proti robovom. Jaz grem ponavadi na zgornji ustnici nekoliko čez rob, medtem ko se pri spodnji ustnici kar držim svoje naravne linije. In čas je za nanos šminke. Danes bom uporabila tole čudovito rozkasto MAC šminko. Nanesla pa jo bom od sredine proti robovom. Da bi bile majhne ustnice videti še nekoliko večje, pa lahko predtem naneseš tudi recimo malo pudra, lahko pa se poigraš tudi z 2 različnima odtenkoma.
Predzadnji korak pa je uporaba lip glosa. Uporabi takšnega, ki se sveti in odbija svetlobo, kar naredi ustnice na videz bolj polne. Tole pa je bleščilo oziroma highlighter, ki da ustnicam visok sijaj in jih lahko vizualno še poveča, tako da ga nanesi na sredino ali pa nad ter pod ustnico. Sledi še prej. In potem. Hvala, ker si ogledala moj video, ne pozabi sodelovati v nagradni igri in zapomni si, da si poleg vseh nasvetov za popolne ustnice obvezno nadeni še nasmeh.